Lepo pozdravljeni. V okviru projekta Skupna infrastruktura prostorskih informacij smo se že večkrat srečali z usmeritvami Organizacije Združenih narodov za uspešno in sodobno upravljanje geoprostorskih informacij na državni ravni s tako imenovanim IGIF-om. Namen te predstavitve je na kratko osvetliti ozadje nastanka IGIF-a, to je okvirja za povezane geoprostorske informacije, in v drugem delu osvetliti tudi vsebinske poudarke temeljnih strateških usmeritev IGIF-a, ki so namenjene izboljšanju upravljanja državnih geoprostorskih informacij. Najprej torej nekaj besed o samem ozadju nastanka IGIF-a. Gre za skupno pobudo Organizacije Združenih narodov in Svetovne banke, ki je bila prvotno namenjena predvsem državam tretjega sveta v podporo vzpostavitvi geoprostorske informacijske infrastrukture v teh državah. Zelo hitro pa je postalo jasno, da so oblikovane smernice, pa tudi priporočila za izvedbo več kot relevantne tudi za razvite države, ki se danes srečujejo z izzivi posodabljanja, nadgradnje obstoječe infrastrukture za geoprostorske informacije. Sama ideja je močno povezana z potrebami trajnostnega razvoja, kot je opredeljen v agendi 2030. Namreč pri Organizaciji Združenih narodov večkrat izpostavljajo dejstvo, da je večina od 17 ciljev trajnostnega razvoja posredno ali neposredno vezana na prostor, torej na geoprostorsko lokacijo. In ravno z tega vidika tudi pri Združenih narodih večkrat izpostavljajo predvsem pomen geoprostorskih informacij na eni strani podpori odločanju, ki mora slediti ciljem trajnostnega razvoja, na drugi strani pa so geoprostorske informacije ključne za spremljanje učinkov teh odločitev in seveda tudi za spremljanje uspešnosti sledenja ciljem trajnostnega razvoja. Ravno zaradi prepoznavne vloge geoprostorskih informacij za smotrn trajnostni razvoj so pri Združenih narodih že pred nekaj več kot 10 leti, torej leta 2011, vzpostavili oziroma ustanovili strokovni odbor GGIM, to je strokovni odbor za globalno upravljanje s prostorskimi informacijami, ki je med drugim v nekaj več kot 10-letnem obdobju torej izdal kar nekaj zanimivih poročil, priporočil in tudi 2 resoluciji na temo priložnosti in usmeritve uporabe sodobnih geoprostorskih informacijskih tehnologij v podporo trajnostnemu razvoju. In ravno ta skupina je tista, ki je koordinirala in v okviru katere skupine je tudi nastal IGIF, torej okvir IGIF, o katerem danes govorimo. Kaj sploh IGIF je? Slišali smo že, da gre za nek globalni okvir za povezane geoprostorske informacije, ki so ga pripravili pri Združenih narodih. Nekako je pa temeljni namen tega okvirja usmerjati države pri vzpostavitvi sistemov za upravljanje uradnih geoprostorskih informacij. Torej poudarek je predvsem pri sodobnem upravljanju uradnih geoprostorskih informacij. Pri tem se izpostavlja nekako neizkoriščen potencial souporabe, skupne uporabe, večkratne uporabe povezanih geoprostorskih informacij, predvsem znotraj torej državne javne uprave, pa tudi regionalne ali pač na drugih nivojih. Cilj takega pristopa je nekako zagotoviti bolj učinkovite storitve javne uprave, pa tudi širše, ki so podprte z kakovostnimi geoprostorskimi informacijami, recimo samo kot primer izdajanja gradbenega dovoljenja, razna soglasja, okoljska soglasja in podobno. Potem podpreti odločitvene procese znotraj javne uprave in tudi širše, tako na strateški kot operativni ravni. Na koncu morda izpostavim pri teh poudarkih IGIF-a še spodbujanje inovacij. IGIF zelo izpostavlja dejstvo, da je geoinformacijska tehnologija danes v neki zlati dobi razvoja in države
nekako morajo slediti inovativnim rešitvam na tem področju in na ta način posodabljati infrastrukturo za geoprostorske informacije. Vsebina IGIF-a niti slučajno ne naslavlja le tehnološke izzive, torej tehnološke rešitve, ampak na eni strani izpostavlja pomen zagotavljanja človeških virov, torej usposabljanje, vseživljenjsko učenje, pa tudi razvojne projekte, uradno izobraževanje na področju geoprostorske informatike se v tem delu zelo poudarja. Torej, tehnološki del je zagotovo tudi en pomemben del strateških usmeritev, več bomo slišali v nadaljevanju. Tretji del pa se nanaša predvsem na pomen ustrezne institucionalne ureditve, kjer je jasno, da je potrebno vzpostaviti nek sistem, kjer sodelujejo različni sektorji, različne agencije, različna ministrstva in zato je potrebno seveda poskrbeti tako zakonsko kot čisto operativno organizacijsko. Struktura dokumenta, torej sam dokument je razdeljen na 3 dele. V prvem delu, ta del si bomo malo podrobneje pogledali ravno v okviru te predstavitve, je strateški okvir, ki podaja temeljne strateške usmeritve pri torej snovanju in potem seveda tudi izvedbi sodobnega sistema upravljanja geoprostorskih informacij v posamezni državi. Drugi del je namenjen nekako priporočilom za izvedbo IGIF-a, v tretjem delu pa so podrobneje predstavljeni koraki, pristopi za pripravo konkretno akcijskega načrta, ki ga je treba seveda prilagajati potem potrebam posamezne države oziroma regije. Torej, na kratko o vsebini posameznega omenjenega dela IGIF-a. V prvem delu boste našli temeljna načela, cilje in strateške usmeritve, o tem torej nekaj več v nadaljevanju tega predavanja. Morda izpostavim predvsem to, da naslavlja zelo velik krog deležnikov, torej ne samo recimo javne uprave, ampak tudi širše uporabnike, tako industrijo, zasebni sektor, razvojne institucije, kot seveda tudi prebivalstvo. V drugem delu so opredeljeni malo bolj podrobno koraki izvedbe IGIF-a, od seveda analize stanja, priprave akcijskega načrta do same izvedbe, kjer se v bistvu omenja tudi zelo velik, omenja in poudarja pomen ustreznega investicijskega plana, upravljanje s tveganji in seveda nadzor nad samo izvedbo, nadzor kakovosti. V tretjem delu torej je nekaj več poudarka na konkretnih priporočilih za pripravo akcijskega načrta in v tem delu boste našli, vse je javno dostopno, boste našli tudi predloge, neke template za pripravo akcijskega načrta, ki so lahko res v pomoč posamezni državi, ko pripravlja akcijski načrt za izvedbo IGIF-a. V nadaljevanju, kot že rečeno, nekaj več o strateških usmeritvah, torej tistemu delu, vsebinskemu delu, ki je predstavljen v prvem delu dokumentacije IGIF-a. V tem delu so najprej predstavljena temeljna načela, ki vsebujejo med drugim seveda zavezo za strateško upravljanje, pregledno in odgovorno organizacijo in seveda delovanje, pregledne procese znotraj infrastrukture za geoprostorske informacije, predvsem pa morda izpostavim zavezo k zanesljivi, dostopni in enostavni uporabi e-storitev, ki so vezane na geoprostorske informacije. Torej, enostavnost je res večkrat poudarjena. Vključevanje, torej sodelovanje med posameznimi sektorji je ključ k sodobnemu upravljanju povezanih geoprostorskih informacij, o tem bomo tudi še slišali v nadaljevanju. Za to pa je potrebno seveda neko posebno organizacijsko kulturo razviti za vse tiste, ki sodelujejo pri vzpostavitvi in potem v bistvu operativi takega sistema, da vidijo dodano vrednost v takem povezanem sistemu. Cilji IGIF-a
so nekako bili že danes tudi večkrat omenjeni, predvsem torej učinkovito upravljanje geoprostorskih informacij na regionalni oziroma državni ravni. Že smo tudi omenili pomen stalnega izobraževanja, tudi to je torej cilj, da imamo usposobljene, izobražene kadre, ki sodelujejo v takem sistemu. Za izmenjavo dobrih praks se poudarja mednarodno sodelovanje, mednarodna partnerstva. Še enkrat poudarjam, da gre za področje, torej geoprostorsko informacijsko področje, je področje, ki se res zelo hitro razvija in večkrat pravijo, da smo v zlati dobi geoinformatike danes, zato je potrebno seveda zelo hitro slediti inovativnim rešitvam. Prepoznati pa je treba seveda tudi družbene koristi takega pristopa, ne pozabiti, da je iniciativa IGIF-a povezana tudi z potrebami trajnostnega razvoja. Torej, če si sedaj pogledamo temeljne strateške usmeritve IGIF-a, te so nekako tematsko po sklopih razdeljene na 3 skupine. Strateške usmeritve, ki so namenjene sodobnemu upravljanju, torej te zelo kompleksne infrastrukture geoprostorskih informacij, potem tematski sklop oziroma strateški sklop, ki se nanaša na tehnološke izzive, in sklop, ki se nanaša na človeške vire. Torej, če začnemo s prvim sklopom, ki se nanaša na upravljanje oziroma vodenje sistema infrastrukture za geoprostorske informacije. V tem prvem delu je izpostavljen predvsem model vodenja in seveda tudi ustrezna politična institucionalna podpora takemu povezanemu sistemu. Za dosego teh ciljev, predvsem torej skupne rabe povezanih geoprostorskih informacij znotraj javne uprave, je potrebno na eni strani torej ustrezno institucionalno ureditev zagotoviti, na drugi strani pa seveda razumevanje vseh deležnikov, zakaj je tak pristop najboljši in zakaj ima seveda najvišjo dodano vrednost. V drugem, bomo rekli, stebru strateških usmeritev, ki je namenjen vodenju, torej ustreznemu sodobnemu vodenju infrastrukture za geoprostorske informacije, se izpostavlja ustrezna zakonodaja, povezana torej tudi z institucionalnimi ureditvami. Potrebno je jasno določiti odgovornosti posameznih deležnikov v takem kompleksnem sistemu in predvsem tudi spremljati potem možnost integracije sodobnih tehnologij, sodobnih standardov v obstoječo infrastrukturo geoprostorskih informacij. V tem delu, torej politika in zakonodaje, morda spomnim na zelo aktualne dileme in seveda tudi izzive za posamezno državo, kako urediti pravila glede licenciranja, tako rešitev kot seveda podatkov, na kakšen način zagotoviti politiko delitve podatkov, ali so tu v bistvu podatki vsi odprti, javno dostopni, ali gre za neke pogoje pri sami uporabi podatkov in seveda tudi zaščita intelektualnih pravic. To so vidiki, ki jih seveda mora vsaka država pri razvoju sodobne infrastrukture upravljanja geoprostorskih informacij tudi upoštevati. V tretjem delu strateških usmeritev, ki se veže na ustrezno vodenje, torej infrastrukture za geoprostorske informacije, se IGIF dotika izzivom financiranja, torej jasno je, da je potrebno opredeliti stroške za vzpostavitev in potem tudi za vzdrževanje takega sistema. Ne smemo pozabiti, da so geoprostorske informacije aktualne samo tisti trenutek, ko so zajete, pravimo včasih, torej podatke je potrebno stalno posodabljati in s tem povezane stroške torej tudi potem vključiti v finančno perspektivo posodabljanja sistema torej in seveda podatkov. Dodatno bi tu izpostavila predvsem zagotavljanje finančnih virov, torej ker gre za
ponavadi povezovanje različnih ministrstev, različnih sektorjev, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, se srečujejo s temi izzivi, je potrebno jasno opredeliti torej, finančno shemo in seveda finančne zaveze za vzdrževanje in tudi razvoj navsezadnje infrastrukture za geoprostorske informacije. In tu morda ena zanimiva dilema, s katerimi se srečujejo tudi razvite države, na kakšen način oblikovati tudi cenovno politiko za storitve. Kaj je brezplačno, ali imamo kakšne storitve ali podatke, ki so plačljivi, še vedno odprto dostopni, ampak plačljivi, ali pa seveda država se zaveže preko posameznih sektorjev, da se investira in zagotovi sredstva za posodabljanje podatkov in posodabljanje celotnega sistema. Sedaj prehajamo na tisti drugi sklop strateških usmeritev, ki se nanaša na tehnološke izzive. Torej pri tehnoloških izzivih so nekako strateške usmeritve razdeljene spet na 3 stebre: podatki, inovacije in standardi. Spet med sabo vse tesno povezani ti stebri. Torej, če si pogledamo najprej podatke, cilj je seveda postaviti nek okvir za shranjevanje in potem tudi uporabo podatkov, kjer seveda moramo zagotavljati tudi kakovost. Gre za torej, uradne podatke, v angleščini večkrat pravijo authoritative data, torej podatki, ki imajo lahko nek certifikat, neko pravno, tudi uradno veljavnost in jih je potrebno v nekaterih primerih obvezno uporabljati. Tudi tu primer iz prakse povem, ko se včasih postavi dilema, ali bomo prostorsko načrtovali na nekih odprtih spletnih podlagah ali na uradnih državnih podlagah. Seveda dileme ne bi smelo biti, če država preko sistema, torej infrastrukture za geoprostorske informacije, zagotavlja kakovostne, tudi posodobljene podatke, ki so ustrezne za konkretno urbanistično oziroma prostorsko planiranje. Pri podatkih se seveda vedno potem srečamo tudi z zavezo, da se podatki posodabljajo in zato je potrebno oblikovati skrbništvo, torej kdo je odgovoren in kdo skrbi za kakovost podatkov. In tu še enkrat poudarjam, imamo v bistvu v celotnem sistemu veliko agencij, veliko organizacij, veliko sektorjev, zato je potrebno jasno določiti tako imenovane verige zbiranja in posredovanja geoprostorskih podatkov in informacij. Tudi tu, morda pri podatkih izpostavim še, katere podatke naj bi država v okviru torej javne geoprostorske informacijske infrastrukture zagotavljala. IGIF je tu zelo fleksibilen, podaja sicer nek osnovni nabor podatkov, torej tematik, ki pa so seveda osnovni nabor in seveda države se same odločijo, katere podatkovne nize in seveda geoprostorske podatke bodo v bistvu vključile v infrastrukturo za geoprostorske informacije. Tu samo izsek, torej kratek izsek iz IGIF-a z temeljnimi osnovnimi podatki, ki so seveda vezani predvsem na geolociranje naših aktivnosti, naslove, torej tudi upravljanje s prostorom, vodami in podobno. Če poznate direktivo Inspire, ki smo jo v bistvu implementirali v zadnjem desetletju tudi v Sloveniji, so ti tematski sklopi zelo podobni, tam smo se srečali še z več podatkovnimi nizi. Inovacija kot take, torej je zelo pomemben strateški steber v okviru IGIF-a, povezan s tehnološkimi izzivi. Glavno sporočilo IGIF-a je predvsem, kot že slišano, da se spodbuja razvoj in inovacije tudi znotraj javne uprave. Torej, priporočljivo je imeti močne razvojne oddelke tudi znotraj javne uprave ali v sodelovanju seveda z nekimi raziskovalnimi inštitucijami in s tem nekako se zagotovi sledenje tehnološkim naprednim rešitvam, ki se jih potem lahko seveda preko takih, bomo rekli, inovativnih pristopov spodbujanja k inovacijam tudi lažje vpelje v sam sistem. In tehnološke inovacije niso samo
bomo rekli, inovacije povezane z shranjevanjem, obdelavo podatkov, ampak tudi podpora različnih procesov znotraj javne uprave in tudi širše. Pri standardih kot pomembnemu vidiku, torej ki naslavlja pač tehnološke izzive, bi nekako čisto na kratko samo izpostavila, če nimamo standardiziranih rešitev, potem težko zagotavljamo medopravilnost med različnimi geoprostorskimi informacijskimi sistemi in širše. Torej, standardne rešitve, normativi so ključ k medopravilnosti, ki pa je seveda osnovni pogoj, da tak kompleksen sistem infrastrukture za geoprostorske informacije sploh deluje. Zdaj, v tretjem sklopu teh strateških usmeritev imamo tudi 3 strateške stebre, ki se nanašajo pa na zagotavljanje ustreznih človeških virov. Ta sklop strateških usmeritev pa se nanaša na partnerstvo, potem izobraževanje in potem tudi širša diseminacija oziroma komunikacija s širšo javnostjo. Torej, v prvem stebru velik poudarek predvsem na sodelovanju, tako medresorskem, to sem že večkrat izpostavila, to je ključ za učinkovito in uspešno delovanje in upravljanje povezanih geoprostorskih informacij v vsaki državi. Sodelovati se mora tudi z razvojnimi inštitucijami, tudi akademsko sfero, na ta način se seveda zagotavlja dolgoročno ustrezne kadre. Velik poudarek oziroma priporočilo pa je tudi, da se z namenom pridobivanja dobrih praks tudi krepi mednarodno sodelovanje teh javnih inštitucij. Pri zagotavljanju človeških virov je seveda ključ stalno usposabljanje, torej vseživljenjsko izobraževanje, tako da priporočilo IGIF-a je predvsem, da vsaka država zagotovi ustrezen program in seveda tudi nekako sistem vseživljenjskega izobraževanja za vse, ki seveda delujejo v tem sistemu infrastrukture za geoprostorske informacije. Dodatno se izpostavlja, da mora država sodelovati z akademskimi institucijami ali drugimi izobraževalnimi ustanovami, da ustrezno v bistvu sledijo tehnološkim razvojem in seveda zagotavljajo kadre z kompetencami, ki jih zahteva taka sodobna infrastruktura. Brez torej tega strokovnega usposabljanja pa seveda ne moremo računati na to, da bomo uspešno uvajali inovativne rešitve v tako kompleksne sisteme. Zadnji steber, torej zadnji 9. steber v teh strateških usmeritvah IGIF-a se nanaša na širšo komunikacijo, torej s prebivalci, zasebnim sektorjem, drugimi uporabniki e-storitev javne uprave, kjer se poudarja torej predvsem kakovostno obveščanje, ne pozabiti na tisti vidik rešitev, da morajo biti rešitve enostavne, lahko razumljive, pregledne, tako da seveda tudi na ta način se same e-storitve bolj široko uporabljajo in seveda brez kakšnih velikih zagat pri soočanju se z nekimi novimi postopki javne uprave. Za zaključek morda samo eno tako retorično vprašanje, čemu nadgradnja državne prostorske informacijske infrastrukture. Mislim, da smo odgovor že dobili, smo poslušali v bistvu te strateške usmeritve IGIF-a, torej tehnološki napredek na eni strani, na drugi strani pa vse večja pričakovanja in tudi potrebe družbe in seveda tudi silnice v našem okolju zahtevajo nadgradnjo prostorske informacijske infrastrukture. Naše okolje, torej naravno in grajeno okolje, tudi postaja vse bolj kompleksno in v takem okolju sprejemati odločitve, bodisi strateške, torej recimo prostorsko planiranje, upravljanje z nekimi naravnimi in drugimi viri, bodisi čisto operativno, torej podpreti postopke, izdajanje nekih dovoljenj, soglasij in podobno, zahteva, da so podatki v bistvu posodobljeni, sodobni podatki, včasih pravimo ažurirani podatki
In mnogokrat se danes z tehnološkega vidika srečujemo predvsem z, kako bomo rekli, neustreznim detajlom prostorskih podatkov. Pokazala sem tu primer mesta, torej če želimo uspešno upravljati z mestom, kot recimo predvideva nekako koncept pametnih mest, potrebujemo veliko bolj napredne tudi same prostorske modele in seveda potem geoprostorske informacije. Torej, jasno je, da nekako infrastruktura za geoprostorske informacije posamezne države mora predvsem skrbeti, da dobimo prave informacije v pravem času. Izzivi, ki nas pri tem nekako stalno spremljajo, so tehnološki. Če se sedaj spet nekako vrnem nazaj na dileme, kakšne podatke v bistvu je smotrno vključevati v javno prostorsko informacijsko infrastrukturo. Medtem ko še pred 10 leti ni bilo govora, da bi vključevali recimo podatke daljinskega zaznavanja, torej satelitske podatke in pač izvedene analitične podatke v javno prostorsko podatkovno infrastrukturo, je danes to že uveljavljena praksa v mnogih državah v zahodni Evropi, torej recimo program Copernicus s podatki Sentinel sigurno podaja neke dodatne podatkovne vire, ki so relevantni za tudi javno, torej državno upravo. Pa morda na drugi strani droni in te, bomo rekli, bolj dostopne tehnologije, na kakšen način zagotoviti kakovostne podatke in ali jih je smotrno take podatke tudi vključiti v, bomo rekli, podatkovne zbirke javne uprave. Dilem je torej ogromno, novih tehnologij pa še več. Poleg tehnoloških izzivov, torej že omenjeno tudi veliko pričakovanje družbe glede seveda podatkov in seveda tudi geoprostorskih storitev s strani tudi državne uprave ali pa tudi lokalne uprave. Sektorji, ki uporabljajo geoprostorske informacije, so danes res že številčni, nič več ni samo recimo urbanizma in področje upravljanja z vodami, naravnimi viri. Te podatke in geoprostorsko informacijsko infrastrukturo danes nujno potrebujejo tudi v kmetijstvu, v gozdarstvu, navsezadnje avtomobilski industriji, ki je ena izmed glavnih gonilnih sil za razvoj naprednih 3D, 4D mest, da seveda dobimo neke base mape, pravimo, torej osnovne prostorske podatke, ki lahko potem podpirajo tudi recimo avtonomno vožnjo. Torej tudi potrebe in pričakovanja strani industrije in širše družbe so velike. Ogromno bi lahko še povedala v povezavi z strateškimi usmeritvami, pa tudi izzivi, ki so naslovljeni v dokumentaciji IGIF. Zato, če koga zanima, tu na koncu tega predavanja podajam dva zanimiva spletna vira. Torej spletna povezava na že omenjen strokovni odbor pri Združenih narodih, ki je zadolžen za geoprostorske informacije, in v bistvu link na okvir IGIF. Ta shema, ki jo podajam kot zaključek tega predavanja, pa lepo kaže, kako visoko se pravzaprav kotira, torej naslavlja geoprostorske informacije v kontekstu trajnostnega razvoja. Torej ta IGIF, torej okvir za povezane geoprostorske informacije, je nekako na nivoju agende 2030 in je mišljen res kot splošni globalni okvir, ki usmerja države pri vzpostavitvi sodobnega sistema upravljanja geoprostorskih informacij. V okviru te pobude morda še ta zanimivost, da so se posebej razvile tudi strateške usmeritve za čisto specifična področja uporabe. Na eni strani je to področje upravljanja z tveganji naravnimi ter drugimi elementarnimi nesrečami,
Potem v bistvu področje statistike, ki je namenjen predvsem spremljanju učinkov naših odločitev na v bistvu trajnostni razvoj oziroma na pojave v prostoru. In tretji je v bistvu strateški okvir, namenjen uspešnemu upravljanju teritorija, torej predvsem naslavlja izzive zemljiške oziroma nepremičninske administracije in prostorskega razvoja. S tem bi tudi zaključila to predavanje. Upam, da ste dobili nekakšen splošni pregled o vsebini in namenu IGIF-a. Kot rečeno, več informacij pa lahko najdete tudi na spletnih straneh, ki sem jih dala kot dodaten vir. Najlepša hvala za pozornost.